Halo, youtuberi, evo mene. Danes sem rekel na kratko en hiter olajševalni posnetek. Zakaj? Zato, ker sem videl, da vse skupaj tale država je čisto pizdi, v bistvu v govnima, ker danes svi seru, od vlade pa naprej. In sicer videl sem, da je en revež klošar bil zaprt za 3 mesece, ker je javno žalijo Janšu. Mislim, ti se prav nekaj rečeš proti njemu, greš v zatvor, a to, da ukradeš 20 let, da kradeš ko budala, da se smiješ brkovima ljudem v glavo, kradeš, hodiš na sodišča, zajebavaš, menjaš zakone, sebi v prid, jebeš mlade pičke, voziš kao avta jeftina, ružan si kolopov in na koncu ne greš v zatvor. Meni se zdi to absurd. Se pravi, jaz bom šel tam enemu pa bom nekaj rekel kao v vladi, jaz bom šel v zatvor, a on lahko ukrade pola države, bo pa hodil lepo mirne vesti in se smehljal v kamero. Neče, brale. Zato sem se jaz odločil zdaj, da prijem sem fino, da izpustim, da odplaknem ta govna, ker očitno nobene v Sloveniji ne bo. Pa kaj se to prav? Gledam nekaj časa nazaj, enemu modelu so hišo oziroma kolibo tam v Triglavu je to zrušil, zato ker ni bilo kao legalno zgrajena. A 30 let tam stoji. A kaj unmu kurcu tam dol, ne vem, kaj ima uno kučo z bazenom, kao da je napisana štala, unmu pa nič. In uno kar stoji. In sploh nismo si enaki v tej državi. Majki me ma kak je enak? In to je uno kao fora, kao, mi smo si enaki, pravice za vse. Ne, ni res. Jaz sem gotov, da v tej državi tega ni. Da tukaj samo vladajo pare. Najbolj na živce mi gre to, da sem zdajle, kar sem gotov, da v bistvu protikorupcijska komisija bo dala odpoved. Mislim, a me kaj čud tole. Dala je odpoved, ker kao oni od države nimajo nobene podpore. Pa bo dala ene, kako boš imel od države podporo, če so oni unika kradejo človek. A si čora? A si glup? Kako boš ti šel proti državi in nekaj tam kao jih njih ocenjevati, pa preiskovati, pa v zatvor spraviti. Pa ne moraš ti glavnega. Pa to isto, kad te policaj te ustav in ti napiše kazen in kao pretož se. Koliko ljudi majke ti se pretožil, pa da jim je uspel kao da ne plačajo. Pa ne moraš ti, stari moj, ne vem, šefu kao v službi si pretožaš se nad šefa. Ne moraš, zakaj? Ker potem boš še bolj jeban. A ne, tako pa tudi v državi. Bolj si pameten, bolj te jebejo. In kaj se dogaja? Ljudje se izseljavajo, vse manje ljudi v državi, mladi grejo. Vsi so začeli kao na fakse hoditi, delati v šolo, hoditi kao, ne, dej nared faks, da ne boš bil beden, kao. In pa so vsi začeli hoditi na fakse in na koncu ni več poklicov. In zdaj ni več niti šihtov za te faksarje. A je itak, ne moš ti, stari moj, hoditi v šolo, se pravi faks, pa je tu pisarno, pa kao neki narez denar. Pa ne moš ti denar narez, če se nič ne naredi. Treba nekdo kakšen izdelek ali pa storitev narez, da ti lahko to tržiš. In vsi bi volili imati krvate računalnike, ne mere. In itak, da je ta balon sled prej počel. In kaj se zdaj dogaja, narediš za doktorje eni službe? A oni guzonje, stari, pizdamo materna, star je 70 let, že zdaj ni mogel biti penzijo, on pa kar podaljšuje. Pa kaj je to s tem v državi? Ti, če si star, da greš v penzijo, pa ko lahko kar podaljšaš? In te v vladi, vsi v vladi, v teh visokih položajih, vsi podaljšujejo. Zakaj ne podaljša majki ti, ki dela v fabriki? Majki ti, kjer delavc, ki gre v penzijo, podaljša. Ajde mi ga povej, kaj je ves ten zgaran, zmatran, zjeba, on bo še podaljšal. Ne, to se dogaja samo v tistih službah v izi, pa ki se pare lahko kradejo. In ni čudo, da čez 20 let ne bo nobenega več v Sloveniji. Ni čudo, da zdaj vsi seru jen preko druge. In zato sem se odločil, da tudi jaz se usrol. A treba nekdo spucati ta govna v državi. Jaz vem lahko, da sam lahko tale spucam. Še enkrat. Živeli.